Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci slovenjebistriške kabelske televizije v času, ko se izteka še en mesec, ki smo si ga zapomnili tudi na lokalni ravni po obilici dogodkov. Konec oktobra je v znamenju mednarodnega dneva varčevanja, reformacije in seveda krompirjevih počitnic, ki se jih najbolj veselijo učenci in dijaki. Je pa mesec oktober tudi čas, ko gasilska društva v sodelovanju z drugimi reševalnimi službami preverjajo svoje znanje in usposobljenost v primeru najrazličnejših nesreč. Ta teden se vrstijo po vsej državi tudi žalne slovesnosti ob dnevu spomina na mrtve, ki ga sicer obeležujemo 1. novembra. Nekaj tega smo zbrali v informativni oddaji tega tedna, zato prijazno vabljeni k ogledu. V Slovenski Bistrici odprli regionalni center Europa Donna, ki skrbi za osveščanje o raku na dojkah. Prostovoljno gasilsko društvo Zgornja Bistrica pripravilo dan odprtih vrat. Ta teden smo se v Slovenski Bistrici žalnimi slovesnostmi poklonili spominu na mrtve. V policijskem poročilu o namernih poškodbah tuje lastnine, krajah, vlomih in prometnih prekrških. V rubriki Lokalne novice o pomembnih dogodkih tega in preteklega tedna. V petek 21. oktobra je Združenje Europa Donna v okviru svetovnega meseca osveščanja o raku dojk tudi uradno odprlo nove prostore na Partizanski cesti 24 v Slovenski Bistrici. Gre za prvi tovrstni regionalni center v Sloveniji, za katerega si je prizadevala tudi domačinka Rebeka Potočnik, tudi sicer dejavna tako na lokalni kot državni ravni pri osveščanju raka na dojkah. Prisotne je uvodoma pozdravil župan dr. Ivan Žagar, spregovorili pa sta tudi generalna sekretarka Tanja Španič ter predsednica Združenja Europa Donna Slovenija Mojca Senčar. Veseli smo, da smo lahko z vami danes. Veseli smo, da se odpira prva takšna stvar v slovenskem prostoru in sicer v imenu Evrope Donne. Preden bom povedala karkoli drugega, gospod župan, zakaj ste Rebeki vse prepočasi delali? Zakaj je vse to prepočasi teklo? Zato, ker vam povem iz lastnih izkušenj. Bolnikom nam teče čas drugače. In zato, verjemite mi, da se je Rebeka dobro zavedala, da ne more iti vse tako hitro in tako naprej. Pa vendar čutila je, da je pravzaprav tukaj vsak trenutek dragocen in za vsak trenutek je pomembno, da naredi nekaj za tiste, ki so njene sotrpinke in za kar je izjemno pomembno to, da imajo prostor, kjer se lahko družijo, kjer lahko drugi ob vseh hudih težavah naslonijo na ramo glavo. Zdaj pa nekaj dovolite o Evropi Donni. V mesecu oktobru Slovenska Europa Donna še bolj aktivira osveščanje o raku dojk. Namreč zakaj? Zato, ker je to najpogostejša bolezen pri ženskah, najpogostejši malignom. In gledajte, vsem 3 ženskam na dan v slovenskem prostoru povedo, da so zbolele za rakom dojk. Več kot 1 za rakom dojk umre. To se pravi, zboli jih nekje 1296 po zadnjih podatkih na leto in preko 430 jih umre za to. Vendar všeč mi je, da ste danes z nami tudi moški. Namreč to ni samo ženska bolezen. To je tudi moška bolezen, nekje 10 do 15 moških zboli na leto za rakom dojk in tudi za njih to ni nič kaj prijazna bolezen. Zakaj je pa tako pomembno povedati to, da je potrebno osveščati o tej bolezni? Zato, ker v slovenskem prostoru še vedno komaj nekaj čez 50% žensk pride prvič zdravniku, ko je bolezen omejena zgolj na dojko. Ali je bolezen že v bezgavkah, ali celo v notranjih organih. Zakaj to poudarjam? Zato, ker je danes rak dojk izjemno dobro ozdravljiva bolezen, če je odkrita zgodaj.
In zato toplo polagam na srce vsem ženskam v slovenskem prostoru, da je pravzaprav njihova dolžnost, da od poznih najstniških let pa vse svoje življenje skrbijo enkrat mesečno za svoje dojke. Sledilo je rezanje traku, s tem pa tudi uradno odprtje prostorov, ki bodo služili rekreativnim in sprostitvenim dejavnostim. Uradne ure regionalnega centra v Slovenski Bistrici bodo predvidoma 2-krat tedensko v dopoldanskem in popoldanskem času. V kulturnem programu je sodelovala dijakinja slovenjebistriške srednje šole Tjaša Vršec. Gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Zgornja Bistrica so v soboto 22. oktobra pripravili dan odprtih vrat ter obiskovalcem predstavili gasilsko delo, prostore ter opremo. Prikazali so gašenje z ročnimi gasilnimi aparati, temeljne postopke oživljanja in delo z različno gasilsko opremo. Otroci in mladostniki pa so se lahko preizkusili tudi kot člani mladih tekmovalnih ekip. V sredo 26. oktobra je bila na prostoru pred Kostnico na pokopališču v Slovenski Bistrici osrednja žalna občinska slovesnost ob dnevu spomina na mrtve. Najprej je župan dr. Ivan Žagar položil venec k spomeniku na Trgu Svobode, nato pa še pri rovih, kjer so padle žrtve povojnih pobojev, ter na pokopališču pri Kostnici. Pridružil se mu je tudi predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez, ki je prav tako položil vence v imenu Republike Slovenije tako pri rovih kot pri Kostnici. Sledila je osrednja žalna slovesnost pri Kostnici, kjer počivajo posmrtni ostanki žrtev iz bistriških rovov. Osrednji govornik je bil predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez. Danes stojimo tukaj na kraju tišine in miru. Na kraju, kjer stoji spomenik pietete tistim, ki jim je bilo po vojni življenje odvzeto brez obtožbe, brez pravice do obrambe in brez obsodbe. In danes stojimo tu zato, da se spominjamo tega, da kot narod in država ne smemo nikoli več dopustiti, da bi nam gorje in zlo vojne omračilo do takšne mere, da bi se na naši zemlji ponovila grozodejstva, ki so se zgodila po koncu morije II. Svetovne vojne. Vojna je grozljiva stvar, predvsem pa je največje zlo vojne v tem, da ljudi razčloveči. Trpljenje, zločini, grozodejstva, ki jih prinese prav vsaka vojna, naredijo posameznika neobčutljivega za to, kaj je prav in pravično, neobčutljivega za to, da je človeško življenje sveto in nedotakljivo. In ko človek postane neobčutljiv, ko se mu zdi stiska bližnjega nepomembna in ko postane njegovo gibalo življenja latinsko načelo mors tua vita mea, takrat, spoštovani gospe in gospodje, takrat je dokončno razčlovečen. Vzeto mu je prav tisto, kar ga loči od ostalih bitij, od živali, kar ga dela enega in edinstvenega, predvsem pa, kar ga dela človeka.
sočutje do bližnjega, trpečega, do sočloveka. In ko sočutja ni več, takrat lahko kaj kmalu nastanejo okoliščine, ki omogočijo najgrozovitejša dejanja in zločine. Zločine proti bližnjemu, zločine proti človeštvu, zločine proti človečnosti. V tistih grozljivih časih, med in po drugi svetovni vojni, smo popolnoma udejanili Prešernov verz iz Krsta pri Savici, ki pravi: Slovenec že mori Slovenca, brata, kako strašna slepota je človeka. In to je tisto, na kar nas morata rov A in B, pa tudi ta kraj večnega počitka neprestano opominjati. Nedoumljiv srd in slepota sta povzročila, da je bila po času, ko bi morali biti najbolj složni in se skupaj boriti proti zunanjim zavojevalcem, na koncu dvignjena roka še na lastne brate in sestre. In ker so storilci vedeli, da gre za zločinsko in zavržno dejanje, so to poskušali prikriti, skriti, predvsem pa pozabiti. A zgodovina ne pozablja in ne odpušča. In če tudi od teh grozljivih in nezamislivih dogodkov minilo več kot 70 letij, nas je zgodovina opozorila, da izstavljenega računa, ki kateri je resnica, še nismo poravnali. In zato ga moramo poravnati danes. Naša civilizacijska dolžnost je, da naše mrtve pokopljemo. Tu nimamo izbire, kajti ne glede na to, kaj je bilo, so to naši mrtvi. Naši rojaki, sodržavljani in sodržavljanke, naši bližnji, znanci, morda sosedje, danes še vedno ležijo širom domovine in nas opominjajo, da tudi 25 let po ustanovitvi samostojne države še nismo opravili te civilizacijske dolžnosti. Verjamem, da se bo to, potem ko smo v Državnem zboru lani sprejeli zakon o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, spremenilo na bolje. Do takrat pa premisa, da moramo svoje mrtve pokopati čim prej in na dostojen način, ostaja dejstvo. Pri tem pa ne smemo dopustiti, da politični akterji zlorabljajo naše mrtve za kovanje svojih političnih dobičkov. To je nespoštljivo in neprimerno. Mrtve je treba pokopati pietetno, tako kot je to storila Antigona. Sledila je svoji vesti in je bila za svoje dejanja pripravljena sprejeti vse posledice, tudi lastno smrt. Gospe in gospodje, kralj David je v svojem psalmu 130 zapisal: Iz globočine kličem k tebi, o Gospod. Gospod, usliši moj glas. Tvoje ušesa naj bodo pozorna na glas moje prošnje. Prisluhnimo prošnji naših mrtvih. Prisluhnimo prošnji, da najdejo mir v svoji domači zemlji. Predvsem pa prisluhnimo njihovi besedi, ko nam pravijo, da je bilo krivic in gorja dovolj in da moramo rano, ki smo si jo kot narod zadali sami, kar se da hitro in enkrat za vselej zaceliti. To narodovo očiščenje je boleče in je dolgotrajno in je pogoj za odpuščanje med ljudmi. Iskreno verjamem, da naš narod in naša država to zmoreta. Da mi to zmoremo, ker smo ljudje. In verjamem, da bo to storiti še lažje, če bomo pri tem stopili skupaj in bolj iskali tisto, kar nas združuje, kot tisto, kar nas ločuje. Da bomo spet narod z vizijo, ljudstvo s prihodnostjo in država z upanjem. V zadnjih 25 letih je bilo preveč ločevanja. Čas je, da našo državo začnemo graditi na vrednotah združevanja in sožitja. Naj naši mrtvi končno najdejo svoj večni pokoj. Policisti slovenjebistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. S področja kriminalitete je bilo zabeleženih 15 kaznivih dejanj, od tega 7 tatvin, 5 poškodovanj tuje stvari, 2 goljufiji
in 1 telesna poškodba. Slovenska Bistrica. Neznani storilec je v večstanovanjskem objektu namerno poškodoval 2 vhodnih vrat v stanovanji. Enega lastnika je oškodoval za 300, drugega pa za 150 evrov. V eni od enot vrtca je nekdo ukradel otroške športne copate, vredne 65 evrov. Iz nakupovalnega vozička je neznanec občanu izmaknil denarnico z dokumenti. Lastnik je oškodovan najmanj za 50 evrov. V enem od lokalov je neznani storilec ukradel moško usnjeno torbico z 2 mobilnima telefonoma, plačilnimi karticami ter dokumenti. Škoda je za 900 evrov. Bukovec. Z dvorišča stanovanjske hiše je nekdo odpeljal priklopnik vreden 100 evrov. Zgornja Brežnica. Iz gospodarskega poslopja je neznani tatič odpeljal neregistrirano kolo z motorjem, lastnika pa oškodoval za 800 evrov. Z področja prometne varnosti so policisti zabeležili 16 prometnih nesreč, podali 6 obdolžilnih predlogov, izdali 35 plačilnih nalogov ter začasno odvzeli 10 vozniških dovoljenj. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 3-krat. Spoštovani, informativna oddaja se je iztekla. Učencem in dijakom želimo razigrane počitnice. Gledalce slovenjebistriškega TV programa pa obveščamo, da si bodo lahko naslednji teden namesto informativne oddaje ogledali posnetek s koncerta, ki smo ga posneli ob 40-letnici delovanja ženskega pevskega zbora DPD Svoboda Slovenska Bistrica. Pa srečno vsem, ki ostanete med počitnicami doma in tistim, ki jo boste mahnili od doma in si privoščili nekaj prostih dni.